Ob današnjem delovnem obisku v Posočju se je minister za notranje zadeve Aleš Hojs sešel z župani posoških občin, ogledal pa si je tudi stanje na obeh mejnih prehodih Predil in Robič, ki sta glavni žili povezovalki tega dela Slovenije z Italijo. Podžupanja občine Tolmin Maša Klavora mu je na srečanju v Kobaridu predvsem predstavila problematiko selitve policijske postaje Tolmin na drugo lokacijo, za kar si občina Tolmin prizadeva že vrsto let. Stavba policije se namreč še vedno nahaja v starem mestnem jedru in je z vidika pristopa ter prostorske umeščenosti povsem neprimerna. Poleg tega je lani občina Tolmin s partnerji prav na trgu pred policijsko postajo z nizom dogodkov začela obujati tudi življenje v starem delu Tolmina, s čimer je prišla potreba po selitvi na rob kraja še bolj do izraza. Pobuda je pri ministru tokrat naletela na pozitiven odmev. Tukaj je novo to, moram reči, da sam nisem bil seznanjen s to problematiko do današnjega sestanka, zato sem vesel, da je gospa podžupanja to problematiko izpostavila. Po mojem je ključno to, da sprejmemo odločitev. Ne moramo obljubiti, da bo to jutri, ampak to, da se sprejema odločitve vleče iz leta v leto, seveda ne pripelje nikamor. Jaz lahko zagotovim, da bomo to odločitev sprejeli, se pravi, bodi si tako, bodi si drugačno. Vsekakor je pa treba policijsko postajo iz centra preseliti, se pravi na to ali pa na drugo, mislim na eno ali na drugo lokacijo. In ko imamo tako odločitev sprejeto, potem seveda je potrebno samo slediti temu cilju, kar pomeni, da lahko to v nekaj naslednjih letih to stvar realiziramo. Če pa odločitve ne sprejemamo, kar se očitno v preteklosti kar nekaj časa ni sprejelo, potem pa lahko vsakeč znova premljivamo tako ali pa drugačno varianto. Sam sem nasprotnik tega, se mislim zdi prav, da se stvar odločimo in peljemo v tisti smeri, ko je odločitev sprejeta. Minister Hojs, ki si je ob tokratnem obisku ogledal tudi mejni prehod Predil in nato še Robič, ter tamkajšnjo zapuščeno stavbo obmejne policije v lasti Ministrstva za notranje zadeve, ki bi jo občina Kobarid želela urediti in oživiti za druge dejavnosti, je s prisotnimi spregovoril tudi o možnostih uporabe upokojenih policistov za potrebe redarskih služb v času turistične sezone. Glede na pobude lokalnih skupnosti je zagotovil, da bodo zanje pripravili skrajšane oblike tečajev za pridobitev licence, saj so vsi že opravili večino potrebnega šolanja za opravljanje poklica policista. Pri komandirju policijske postaje Tolmin Borisu Zorku se je tokrat pozanimal tudi o režimu in načinu dela na mejnem prehodu ter o potrebah, ki so jih zaznali na terenu. Nato pa napovedal podaljšanje obratovalnega časa mejnega prehoda Robič do 23. ure. Se pa tokrat ni želel opredeliti glede časovnice popuščanja ukrepov pri organizaciji manjših dogodkov, ki jih je v Posočju poleti običajno veliko. Več naj bi bilo znanega v mesecu dni.